Dobro jutro in ponovno lepo pozdravljeni. Tudi danes vas bom popeljala po nekaj kulturnih zanimivosti Ljubljane in sicer po nekaj delih Jožeta Plečnika. Zakaj ravno Jožeta Plečnika, o njem se vendar govori ves čas? Ja, zaradi tega, ker je ravno konec julija, začetek avgusta bil zapisan v UNESCO-vo knjigo dediščine. Gre sicer za njegova izbrana dela, nekaj, ki jih bomo videli danes, jih na tem seznamu ni. Vseeno pa se mi zdi, da tako pomembnega človeka v Ljubljani pravzaprav ni za izpustiti. No, koordinacijo tega, da so bila njegova dela sprejeta tudi na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine, je koordiniral prav tako Ljubljanski muzej, Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Jaz pa trenutno stojim pred Plečnikovo hišo, kjer bom začela pot po tako rekoč Plečnikovi osi, se pravi po poti, kjer je najbolj zaznati Plečnikovo delo v Ljubljani in pa nekateri bi rekli tudi njegov monopol. Če vas zanima še kaj več o Plečnikovih učencih, pa vas vabim seveda, da pogledate tudi prispevek, ki smo ga pred nekaj meseci predvajali na naši televiziji, se pravi je dostopen tudi na našem YouTube kanalu in govori o enem od njegovih učencev. No, Jože Plečnik je v tej hiši, ki vam jo bom pokazala, tudi veliko časa živel, medtem seveda, ko ni živel na Dunaju ali v Pragi, kjer tudi lahko njegova dela vidimo, predvsem v sklopu Hračan, se pravi praškega gradu, ki se tako kot naš nahaja na hribčku nad mestom. Tako da lepo vabljeni, da se na to pot po Plečnikovih delih tudi danes potepate in podate z mano. Hiša, ki jo sedaj vidite pred sabo, je Plečnikova hiša, v kateri je slovenski arhitekt Jože Plečnik, rojen 1872 do 1957, živel in ustvarjal od leta 1921 do svoje smrti. Svojim delom je pomembno zaznamoval, kot že omenjeno, Dunaj, Prago in Ljubljano, no pa tudi tukajšnje Trnovo, v katerem je živel neposredno za Trnovsko cerkvijo. Zdaj je hiša seveda preoblikovana v njegov muzej, z razstavo pa je odprta od torka do nedelje od 10. do 18. ure. Za vodene oglede se morate seveda najaviti. Ni pa to njegova rojstna hiša. Rodil se je namreč 23. januarja leta 1872 v Gradišču v jedru Ljubljane kot eden od 4 otrok. 3 sinovi so bili, najstarejši Andrej in najmlajši Janez, pa še hči Marija. V družini mizarja Andreja, ki je bil po rodu iz Hotedrščice pri Logatcu. Mati Helena je bila iz družine Molka. Po prvem neuspešnem letniku na nižji gimnaziji pa je, pazite to, Jože Plečnik šolanje začasno opustil. Oče ga je potem vzel k sebi kot vajenca v mizarsko delavnico, pozneje pa potem ta marljivi risar z deželno štipendijo nadaljeval šolanje na državni obrtni šoli v Gradcu. Izučil se je za umetnostnega mizarja in načrtovalca pohištva. Ale kako mu je uspelo potem priti do arhitekture? Do tega še pridemo. Torej, nadaljujem pot po Plečnikovi osi in sicer iz Trnovega se počasi premikam proti centru Ljubljane in trenutno stojim na mostu, ki ga verjetno sami tudi poznate, če ne drugače, iz veliko fotografij, ki nastajajo ponavadi ob Prešernovem prazniku, rekoč, da je v cerkvi zraven tega mosta Prešeren spoznal svojo Julijo. Sicer pa naj nadaljujem še malce zgodbo Jožeta Plečnika, ki je po končani graški šoli, kjer je bil učenec Leopolda Tejerja, odšel na Dunaj. Tam je bil tu študent, mimogrede arhitekta Ota Wagnerja, pri katerem je kasneje tudi zaključil študij spomladi leta 1898 kot eden njegovih najboljših diplomantov. In nad profesorjevo arhitekturo se je baje navdušil, ko je na razstavi videl načrte Ota Wagnerja za berlinsko katedralo. Torej, Wagner je v bistvu hitro opazil izredno nadarjenost za risanje tega svojega mladega študenta, ampak zaradi pomanjkanja strokovnega znanja. Kot smo že povedali prej, bil je tesar oziroma mizar, se pravi, ni bil dovolj dobro usposobljen, zato je na začetku doživel kar precejšen neuspeh.
Ampak Wagner ga je sprejel v svoj atelje in mu tako omogočil, da je ob delu že v enem letu nadomestil manjkajočo izobrazbo. Tako je lahko mladenič svoj študij nadaljeval kot redni študent arhitekture in kot nagrado za izvrstno izdelano diplomsko delo o nizozemskem letovišču Scheveningen je prejel rimsko štipendijo. Ta mu je potem omogočila nekajmesečno potovanje po Italiji, kjer se je poznal z arhitekturnimi slogi Benetk, pa vse tja do Rima, za kratek čas je bil v Franciji in potem se je za kratek čas vrnil k Wagnerju in mu pomagal dokončati načrte za postaje Dunajske mestne železnice ob kanalu Donave. Nekaj več o njegovem življenju še, ko se sprehodimo naprej, ampak za trenutek bi vas pa želela zaustaviti na temle mostu, ki je resnično eden od imenitnejših tukaj v Ljubljani, ima pa tudi kar nekaj posebnosti. Med drugim lahko pod mostom, če se boste kdaj sprehodili, nekateri rečejo temu tudi nova plaža, če se boste postavili torej pod ta most, boste lahko na sredini mostu videli črto, ki ločuje Prule, oziroma se opravičujem, Krakovo na eni strani in Trnovo na drugi strani. Gre za črto, ki je razmejevala torej dva okraja. Cerkev, o kateri sem prejle govorila, pa se seveda nahaja tukajle. Most, o katerem bom danes govorila, je torej most preko Gradaščice, ki se nahaja pred vhodom v tole Trnovsko cerkev. In je bil zgrajen med letoma 1929 in 1932 po seveda načrtih Jožeta Plečnika. Osrednja arhitektova točka je bila v resnici preureditve obrežij Gradaščice. No, skupna dolžina mosta je 20 metrov, ob straneh je obložen z podpeškim apnencem. S koncev mostnic pa so postavljene 4 nizke piramide. Mnogi pravijo, da je bil tudi sam prostozidar, odtod tudi veliko teh geometrijskih simbolov. Sredi vzhodne mostnice pa most krasi vitek obelisk, ki ga upam, da zdajle vidite malce bolj v daljavi. Njemu nasproti temu obelisku, ki ravno nakazuje na Plečnikovo navdušenje nad neoantičnimi slogi. Obeliski so bili zelo popularni že v antiki, pa tudi pravzaprav že prej v Egiptu. No, nasproti tega obeliska je nameščen pa kip svetega Janeza Krstnika, sicer delo kiparja Nikolaja Pirnata, ni tega Plečnik sam naredil. Kip in most pa je v tistih časih blagoslovil župnik nihče drug kot Franc Aleški Finžgar in sicer, kot pravijo, na krstno nedeljo leta 1932. Most pravzaprav predstavlja nekak podaljšek trga pred cerkvijo. Piramide, ki ga krasijo, pa so podobne oblike kot zvonika cerkve, zato tudi je tako širok tale most. No, še en poseben most vam bom tudi kasneje še pokazala, boste videli, kako rad je imel res široke mostove. Mimogrede pa gre verjetno za enega, če ne celo edini most z drevesi v Sloveniji, morebiti pa celo v Evropi. No, brezov drevored, ki je tukaj na mostu zasajen, predstavlja urbanistično posebnost, pravzaprav lahko bi rekli v svetovnem merilu. Lahko še to povem, da je z obeh strani obložen z grobo obdelanimi kamnitimi kladami. Na krakovski strani je njegovo pročelje vdelana kamnita plošča z napisom Krakovo in tukaj na trnovski strani imamo napis Trnovo. 28. julija je bil tudi ta most torej dodan na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine v okviru vpisa dela Jožeta Plečnika v Ljubljani Urbano oblikovanje po meri človeka. Zdaj med starejšo omembe mostu sicer sodi Valvazorjev opis. Emonska cesta je bila v povezavi s Trnovskim mostom edina kopna zveza Trnovega in Krakovega v času Valvazorja. Ob obrežju Ljubljanice pa ju je od mosta ločil tako imenovan Zoisov
graben. No, predniki sedanjega mostu so bili leseni in ozki, do leta 1875 opremljeni ob zahodni ograji, se pravi ob tele, ki ima obelisk, tudi s kapelico. Zadnji leseni most pa se je 3. maja 1875 zaradi trhlosti udrl. In ko se je zgodila nesreča, pravijo, da je izvožček podrl mostnico in padel s konjem in gospo, ki jo je vozil naravnost v reko. Zato je mesto potem postavilo nov most, ki je bil oprt na neke bolj kamnite postavke. No, ta je stal samo malo časa, ker je bil leta 1932 postavljen železobetonski most, ki stoji še danes. Sicer je bilo ob zahodni, se opravičujem, tole je v resnici zahodna stran. Ob zahodni strani mostu je bilo do regulacije Gradaščice konjsko kopališče. Iz mesta so zlasti ob nedeljah priganjali konje, jih prevajali po vodi, jih snažili in kmetje, ki so vozili lahke vozove na poti po Mrvo in Otavo, navadno niso vozili čez most, ampak so krenili z živino in vozmi v Gradaščico, da so se konji napojili in ohladili. In z obeh bregov sta namreč držali do vode strmi ulici, ki sta danes zasuti sicer. Na prostoru bivše ulice pred Trnovskim župniščem pa je bil po Plečnikovih načrtih urejen še majhen parkec. Danes so v njem doprsni kipi 4 slovenskih impresionističnih slikarjev. To si seveda lahko ogledate tudi sami tukaj neposredno zraven Trnovske cerkve. Seveda pa tudi za cerkvijo en tak zelo lušten park. No, tole naši 4 veliki impresionisti, Grohar, Jama, Strnen, Jakopič. Zdaj pa nadaljujemo pot še v center. No, pot nas je pripeljala tamle iz Trnovega preko mostu sem pred Križanke. Kajti Križanke so tudi eno od stvaritev Jožeta Plečnika, čeprav, če gre verjeti besedam Davida Petelina, doktorja zgodovine, ki redno piše za časnik Ljubljana, je pravzaprav tisto, čemur danes večinoma pravimo Križanke in kar uporabljamo za prostor koncertov, pravzaprav naredil njegov učenec. Medtem, ko so se delale Križanke, je Jože Plečnik namreč žal že preminil. Hkrati pa so takrat ravno ugotovili, da tole prvo dvorišče, katerega vhod vidite za menoj, nima prav dobre akustike, kar seveda je za koncerte zelo pomembno. Zato se je njegov učenec odločil narediti amfiteater, v katerem so danes večinoma koncerti in je seveda povsem na drugi strani leži tik ob Zoisovi cesti. Danes je tukaj sicer še vedno šola za oblikovanje in fotografijo, čeprav jo že leta in leta Festival Ljubljana želi vreči ven in prostore uporabiti za svoje prostore za garderobe, medtem ko imajo tukaj seveda vse ostale festivalske priložnosti. Fakulteta za oblikovanje in fotografijo se temu seveda upira, ker že tako ali tako dela na več lokacijah in jim je zelo dobro, da lahko vsaj v tem umetniškem smislu ostajajo tukaj v tem ustvarjalnem duhu. No, naj vam še to povem, da je trenutno peklensko vroče po Ljubljani in da se resnično tudi veliko gradi, veliko dela. In za vse tiste, ki ste mislili, da se mogoče že kaj dela na NUK-u 2, Narodno univerzitetni knjižnici 2, ki jo želijo zgraditi tam nekje od leta 1991, zdaj pa je že nekaj let zelo uporabno makadamsko parkirišče, naj vas razočaram ali kakorkoli že, vendarle gre zgolj za dela, ki jih izvajajo trenutno na Križankah. Letni oder Križank namreč že leta in leta potrebuje novo streho, no in zdaj se zdi, da so jo končno začeli graditi. To je bil namreč tudi prvi izgovor, zakaj bi se morala srednja šola za oblikovanje in fotografijo preseliti, zato da lahko postavijo streho, ker z novimi stebri, ki naj bi jih dali, zato da bi držali streho, ne bi mogli zdržati statike. Tudi ostali prostori, ki pomagajo držati šolo gor. No, dela so se zdaj že začela, tudi dela ob obelisku posvečenemu Napoleonu so se prav tako že začela. Kaj delajo tam zraven, pa po pravici bomo ugotovili v prihodnjih dneh. No, vsekakor pa
ostanite z nami, zdaj le bomo skočili še notri v Križanke, ujet še kakšno podobo. Lepo pozdravljeni nazaj. Kot obljubljeno se danes sprehajamo po Plečnikovi dediščini, po UNESCO oziroma po seznamu del, katera so bila uvrščena na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine, in sicer 28. julija letos. Obljubila sem vam, da se bomo podali v notranjost Križank in to bomo zdaj tudi storili. Za začetek pa sem hotela, da še malce ostanemo zunaj, ravno z namenom tega, da vam pokažem, kako obširne Križanke pravzaprav sploh so. Namreč Križanke je skupno ime za kompleks tega nekdanjega samostana nemškega viteškega reda križnikov, po katerih so dobile tudi ime. Zdajle lahko tole vidite vhod v cerkev, v kateri se tudi pogosto odvijajo razstave, pa tudi koncerti, no tudi manjši vrtek za tole zgradbo je uporabljan pogosto za kakšne razstave, vsaj za svetlobno gverilo enkrat na leto. Leta 1986 so bile Križanke razglašene za kulturni spomenik lokalnega pomena, leta 2016 pa za kulturni spomenik državnega pomena. Od leta 1952 tukaj domuje javni zavod Ljubljana, v centralnem delu nekdanjega križevniškega samostana pa je v bistvu, kot že omenjeno, šola za oblikovanje in fotografijo. Ob velikem dvorišču vam bom pokazala, zdaj le gremo noter, še gostinski lokal Plečnikov hram, ki ima ohranjeno notranjo opremo, narejeno po Plečnikovih zamislih, ne, si morate misliti. Zdaj, Križanke so seveda včasih izgledale precej drugače. Ves jugozahodni del obzidja ob Novem trgu je obsegala posest nemškega viteškega reda ali križnikov. Njihova zemljišča so obsegala del mesta od Ljubljanice in Malega Grabna pa vse tja do Gradišča. In v bistvu imeli so tako samostojno gospodstvo. No, gledajte, tukaj se že pripravljajo za enega od koncertov. No, in potem ti križevniki so seveda tukaj menda naredili samostan, kjer se je domnevno prej nahajal samostan templjarjev. Potres leta 1511 je potem močno poškodoval stara samostanska poslopja, ki so jih že takrat enkrat tudi obnovili. No, preden potem pridemo do Plečnika, je seveda še precej trajalo. Kot rečeno, Križanke so služile kot samostan vse do leta 1949, ko je bil kompleks v celoti podržavljen. No, ornamenti, kot jih vidite tukaj, se nahajajo skorajda povsod po Križankah. Leta 1952 pa so potem predstavniki mesta Ljubljana povabili arhitekta Jožeta Plečnika, da preoblikuje takrat že dotrajan samostan v šolo za umetno obrt. No, tole je Plečnikov hram. Na šolo pa je potem neposredno iz Plečnikovega ateljeja odšla za profesorico in ravnateljico arhitektka Gizela Šuklje. Kasneje so potem v ta opuščeni samostan dodali še prizorišče za letni festival Ljubljana. Tukaj lahko vidite, kdaj je bilo obnovljeno. To je bilo obnovljeno, se pravi, takrat, ko je Plečnik tole obnavljal. Še vedno spet lahko vidimo take čudovite ornamente, ne prav izstopajoče v sivkastih barvah. Tukaj je eden vhod na letni vrt, ki je trenutno zaradi obnove zaprt, no lahko pa se pride seveda tudi tukaj le zadaj. Pri projektu sta sodelovala, kot že omenjeno, njegova učenca Anton Bitenc in Viktor Movka, ki sta kasneje potem to tudi zaključila. Zdaj, pred samostanskimi trakti so spremenili dvorišče v prizorišče za komorne prireditve, gledališke na prostem in predvsem festivalski prostor. Plečnik pa je kompleks nadgradil s poudarkom na renesančnih in baročnih elementih, kar je predvsem vidno tukaj le na glavnem dvorišču, če pogledamo te stebre in seveda tudi tale kip. Ja, zdaj tile značilni plitvi arkadni oboki
pa seveda dobro poudarjajo tale, zdaj sem se spomnila, z grafito se imenuje ta način delanja, v tem primeru ornamentov. No, dvorišče je tlakoval z betonskimi ploščami, dekorativnimi. Ob starem vhodu, tukajle pa je še lapidarij z nagrobniki in pa s klesanimi elementi iz antičnega in srednjeveškega obdobja. Se veste, bomo kasneje tudi videli na Vegovi ulici, kako rad je vtikal razne kamne iz preteklih obdobij tudi v svoja nova dela. No, zanimivo je tudi pergola ob samostanskem zidu, ki jo podpirajo stebri iz porušenega knežjega dvorca. Sta pa te dva manjši dvorišči, zgoraj je eno tole manjše dvorišče, pa tukaj spodaj eno manjše dvorišče, oblikoval vsako drugače. Peklensko dvorišče je zasnoval takole s številnimi svetilkami, malo z mediteranskim slogom, kakor za manjše komorne izvedbe. Malo dvorišče pa naj bi bil arheološki park. No, veliko dvorišče je kasneje arhitekt Bitens preoblikoval v preddverje avditorija, ki je tudi njegovo delo. Kot že omenjeno, seveda, Plečnik pa je preuredil še manjšo hišo ob dvorišču, ki je sedaj prodajalna kart, seveda z druge strani, to, kar vam zdaj le kažem, in pred katero se nahajajo vsi še ti buste, kot rečemo, kipom takole, ki se jim vidi samo glava. No, zunaj obzidja je potem Plečnik vgradil še 3 poznobaročne portale iz ostankov podrtih ljubljanskih hiš. Na vogalu Zoisove in Emonske pa so postavili spomenik pesniku Antonu Aškarcu. Bronasto poprsje pa je delo kiparja Nikolaja Pirnata. Toliko zaenkrat o Križankah. Moram se prestaviti v neposredno bližino, kajti tam se začne Vegova cesta, ki je prav tako izjemno bila zaznamovana s Plečnikovim delom. Vegova ulica je še ena od tistih znamenitosti, ki so bile vpisane na UNESCOV seznam kulturne dediščine v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani. Nekaj sem že govorila o temle časopisnem stebru nekdanji Trafiki, ki se nahaja tukaj na Vegovi ulici. Nekaj sem že govorila o Nuku, no danes pa se bomo po tej ulici tudi sprehodili, če me seveda ne bojo zbili. Kot lahko vidimo, je Plečnik že takrat razmišljal, da bo Ljubljana zelena prestolnica. Veliko drevja si je zamišljal tukajle na Vegovi ulici, ki je pravzaprav, kot sem tudi že nekoč omenila, v resnici ena od ulic, ki je bila zunanji zid ljubljanske Emone, in nekaj kamnov ljubljanske Emone naj bi vključil tudi semle, tako kot jih je vključil v tisti rimski zid zraven Aškarčeve gimnazije oziroma zraven Filozofske fakultete. Tukaj smo zdaj že ravno ob glavnem stopnišču Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, skupaj z kipom Rajka Nahtigala spredaj. Stopnišče pa vam kažem, zaradi tega, ker ko pridete noter v Nuk, ste tako nekako v temi. Potem pa, ko pogledate proti temu stopnišču oziroma proti veliki čitalnici, ki je, kot vidite, ima ogromno enih oken, pa se lahko zavedate, kaj je mislil, in sicer zamislil si je Plečnik Nuk tako, kot da iz teme neznanja stopate proti svetlobi znanja. No, Vegova ulica je zagotovo značilna za Ljubljano, predvsem zelo prepoznavna, ker če ne drugače ima klopi, ki jih danes skoraj da težko ujamete. Zdi se, da trafike in klopi ljudje kar takole malo namerno odstranjujejo izpred svojih ulic. No, leta 1877 so dotedanje Dolnje Gradišče poimenovali po Juriju Vegi kot Vegova ulica oziroma Vegagasse. Leta 2009 je bila razglašena za kulturni spomenik državnega pomena v sklopu Plečnikove zelene avenije. No, tale ulica poteka od Kongresnega trga na severu do križišča z Rimsko cesto in Trgom francoske revolucije.
Na ulico pa se od severa proti jugu v bistvu povezujejo Peternelova soseska, Gregorčičeva in Turjaška. Tukaj imamo Vegovo oziroma elektrotehniško računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana, rektorat Univerze v Ljubljani, to je vse tam na drugi strani, zdaj, ko gledamo, Narodna univerzitetna knjižnica, nasproti katere je glasbena matica z alejo slovenskih skladateljev, ne. To so ti kipi, naprimer tukaj lahko vidite doktorja Ivana Prijatelja, tam na drugi strani so pa potem že glasbeniki oziroma skladatelji, pesniki, pa tudi konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana se tukaj najde. No, pojdimo samo še pogledati tole čudovito okolico Narodno univerzitetne knjižnice. Plečnik je bil zelo znan tudi po tem, da je uporabljal veliko domačih materialov, zato je tudi ta opeka, tako kot ta kamen, ki ga lahko vidite, pravzaprav to vse prihaja nekako iz naše bližnje okolice. Velja pa spomniti tudi na to, kako da se že od zunaj vidi, da gre pravzaprav za knjižnico, ker so okna v obliki odprtih knjig. Tako nekako si je to domišljal Jože Plečnik. No, tukaj na nasprotni strani pa ste verjetno že kdaj, če se sprehajate naokoli, ujeli tudi nekaj glasbe. Gre namreč za, torej, kot že rečeno, konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana. Zdaj hodim po tem višjem delu parka, zelo očitno sicer, da so nekatera ta drevesa zasadili kasneje. Poglejte samo, kako višje so ta drevesa na drugi strani ulice, ki so mogoče dejansko v živo videli Jožeta Plečnika. No, zdaj pa od zadaj prihajamo do kipov velikih slovenskih skladateljev. Jih lahko mogoče naštejete na pamet, če ste Ljubljančani. Če ne, naj vam jih pokažem. Gre za Antona Forsterja, pa potem Hugolina Satnerja, Mokranca Stevana in tako dalje. Nekaj jih lahko vidite tudi tukaj na zidu, v takih štukaturah, bi lahko rekli, ne. Tamle je Gregor Richar, pa Anton Heidrich. No, Galusa mogoče zagotovo poznate. Ko pa smo že tukaj, mogoče namenimo še par besed temu, kako se je nadaljevalo življenje Jožeta Plečnika, o katerem sem tam nekje do študija že nekaj povedala. Mimogrede, Vegova še danes skrbi za umetnost. Tole nasproti, kar vidite in izgleda kot grafit, je pravzaprav Vegova Tamtamova ulična galerija. In kot obljubljeno o Plečniku še, leta 1901 je v bistvu odprl samostojen arhitekturni atelje na Dunaju. Znal je takrat že načrtovati hiše, vse njihove detajle in kot izučeni pohištveni mizar je imel tudi to sposobnost, da je svoje izdelke elegantno oblikoval. Z oblikovanjem pohištva pa si je pridobil tudi velik ugled v mestu. In ko je organiziral odmevno razstavo cerkvene umetnosti leta 1905 in povabil meniške umetnike iz samostana v Berunu, ki so načrtovali pod konzervativnim vplivom, je seveda pustil močan pečat. Proti koncu desetletja je dokončno potem zapustil secesijski slog, ker je v bistvu že po potovanju v Italijo začel razvijati ta drugačen arhitekturni jezik s stilnimi značilnostmi modernizma in klasicizma. No, v prvem desetletju 20. stoletja pa je ustvaril nekaj ključnih vil, ki so bile v bistvu bistvene za prehod iz tega secesijskega stila v modernizem. Imele pa so tudi inovativne tlorise. No, tole je tale Vegova, na kateri tudi očitno nekaj delajo. Ja, res je treba te zadnje poletne dni izkoristiti za kaj takega. No, nekaj časa se je potem Plečnik še mudil na Dunaju, sicer pa je verjetno zaradi svojih povezav z Meštrovićem in drugimi Slovani, morda zaradi pomanjkljive srednješolske izobrazbe, neuspešno kandidiral za Wagnerjevega naslednika. Je pa potem
tudi na Dunaju prišlo v bistvu do težkih ekonomskih razmer zaradi vojne. No, tukaj smo zdaj že blizu rektorata Ljubljanske univerze, ne seveda na njegovem vhodu. No, ko je potem prišlo do predvojnih razmer, je leta 1911 Plečnik sprejel povabilo, da postane profesor na umetniško-obrtni šoli v Pragi. V tem obdobju je ustvarjal v bistvu najmanj arhitekturo, ukvarjal pa se je predvsem z oblikovanjem zlasti sakralnih objektov. Od leta 1921 naprej pa je začel predavati na Tehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je prevzel vlogo vodilnega predavatelja s popularno Plečnikovo šolo, preselil se v Ljubljano, v Trnovo, v hišo, kjer sem vam že pokazala. Nikoli se ni poročil, čeprav je prileteljeval z nekaterimi damami, če rečemo takole lepo. Oblikoval pa je vse usporedno s tem, ko je živel v Ljubljani. Tudi grad Hračani in predsedniško rezidenco v Pragi, cerkev Svetega srca Jezusa v Pragi, cerkev Svetega Frančiška v Šiški in dolga leta razmišljal o lepševanju ljubljanskih ulic. No, tedaj si je rekel, da se bo najprej posvetil tej rimski osi, ki smo jo danes malce predelali. Potem kasneje pa so nastale potem še Navje in današnji Pionirski dom in tako dalje. Preden pa se poslovimo, vam moram pa pokazati še en izjemno zanimiv most iz njegovega opusa, iz opusa človeka, ki je že leta 1938 postal član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot obljubljeno, da preden vam pokažem še zadnji most iz tega seznama UNESCO-ve kulturne dediščine Plečnikovih del, ki so bila 28. julija tja zapisana. Naj vam pokažem še eno zanimivost. Zlata ladica, namreč, če se sprašujete, je spet nazaj odprta. Zdaj je po novem tudi hotel in restauracija. In preden vam pokažem most, naj vam pokažem še arheološke izkopanine, ki jih imajo slučajno zdajle odprte. Pa, če jih ne boste uspeli sami pogledati, vam jih takole na hitro pokažem s kamero, če me seveda ne bo vmes tale bager malce zgazil. Glavno, če se boste zdajle sprehajali naokoli, boste lahko videli ostanke rimske dobe. Poglejte, v Peko so že uporabljali, seveda že od časa Etruščanov, ampak tukaj se super vidi tloris, kaj pravzaprav se je zgodilo. No, več vam piše tudi na eni od sten, ki so trenutno iz ograje postavljene okoli teh izkopanin. Mi pa smo tukaj danes zaradi Plečnika, zato naj vam samo pokažem tale most, ki ga mogoče mnogi poznate kot most pod Trančo. Zdaj, ko si je Plečnik zamislil tale most, kot si je tudi v originalu sam zamislil Mesarski most in pravzaprav kot se nadaljuje potem tudi njegova tržnica, glavna ljubljanska tržnica, si je vse te mostove zamislil kot srečališče, družabne prostore. Zdaj v bistvu šele s covid krizo, ko vidimo, da so na tej strani mostu pristale tudi mizice in sončniki, most počasi dobiva tisto originalno podobo, ki si jo je Plečnik v resnici zamislil. Ampak on si je vseeno zamislil malo drugače in sicer namesto kavarne naj bi se tukaj odvijala tržnica in sicer, če dobro pogledate tele stebre, naj bi med dvema stebroma stala po ena stojnica in ta ena stojnica naj bi bila namenjena, ne vem, vse od usnjarstva oziroma kaj je bilo že tukaj pod Trančo, so bili zelo peki in čevljarji popularni. Tako da si je zamislil, da bi bile vmes pač stojnice, ne, med temi kroglastimi stolpi, stebri. Se pa ta slog potem razvija naprej še v Plečnikovo tržnico, ki je danes žal ne bomo uspeli uloviti, mogoče se tam ustavim kdaj drugič. Vas pa seveda vabim, da če obiščete tudi sami katero od Plečnikovih del, nas le označite na Facebooku, na YouTubu ali na Instagramu in veselo bomo prihodnjič delili vaše fotografije z izletov tudi na naših spletnih profilih. No, toliko na kratko. O Plečniku je seveda zapovedati še veliko. Samo naj še na kratko sklenem, da je bil 28. julij 2021 tisti datum, ko so se marsikatera dela tukaj v Ljubljani vpisala na seznam
kulturne dediščine, UNESCO-vega seznama kulturne dediščine, se pravi svetovnega seznama. S tem so seveda pridobila dodatno podporo in priznanje, da gre res za izjemna arhitekturna dela. Naj povem še zanimivost za to, da so vpisali ta dela na seznam. Odločevalci niso potrebovali nič več in nič manj kot 3 minute, da so se vsi strinjali. Za nekatere predloge namreč včasih pregovarjanja trajajo tudi po ure, dneve ali mesece. Za danes naj bo to vse. Uživajte v tem prekleto vročem poletju in če moram izbirati takole po Plečnikovih delih, bi si za tole peklensko vročino najraje izbrala Vejgovo ulico. Lepo se imejte.